Prvo oviro v pokalnem tekmovanju so prvaki preskočili. Drugoligaš Tolmin se je izkazal za žilavega, bojevitega nasprotnika, toda kakovostna razlika je prišla do izraza in končala pri 3 golih v domači mreži. Krunoslav Jurčič je v luči napornega ritma tekem v naslednjih tednih odpočil nekatere nosilce igre, tako da je na igrišče stopila premešana postava. Tako smo med drugim doživeli tudi debi mladega črnogorskega reprezentanta Marka Jankovića. Na razmočenem igrišču je agresivnost domačinov prišla še bolj do izraza in trajalo je nekaj časa, preden so prvaki prvič zapretili. V 21. minuti je Janković izvajal kot, Volaš pa z glavo nedovolj natančen. Ob naslednjem poskusu povratnika v prvo moštvo je v 35. minuti v zadnjem trenutku izbil domači branilec. Ob koncu polčasa pa še eno sodelovanje Janković-Volaš, toda strel z glavo slednjega tudi tokrat ni našel cilja in tako je v polčasu ostalo 0:0. Začetek drugega polčasa je izjemno razburljiv. Domačini so takoj v prvi akciji resno zapretili. Po podaji Osudžija z desne je Sokanović meril po tleh, Handanović pa je bil dovolj zbran. Odgovor v naslednji akciji na najboljši možen način. Stojanović je prebil domačo obrambo in še drugič v nekaj dnevih sjajno našel soigralca v sredini. Volaš tokrat zanesljivo za zasluženo vodstvo. Ena proti nič za goste, strelec pa Dalibor Volaš. Le 3 minute kasneje prekršek po prodoru Vršiča, prosti strel je izvedel Dervišević in ob ne preveč posrečenem posredovanju domačega vratarja povišal na 2:0. Upam, da nadaljujemo ta niz, ker nas tudi vse zanima, samo zmage. Dosti je bilo tisto, kar je bilo, pozabimo. Prvi polčas so dober stav za žogo, dokler so imeli moči. Mislim, da smo jih kar izmučali s to našo igro, tako da na koncu zmagali, mislim, da zasluženo. Tekma je bila s tem odločena, Kruno Jurčič pa je lahko do konca priložnost ponudil še Bajdetu, Vokiću in Hotiću. In prav Bajde je priložnost najbolje izkoristil s svojim prvencem v dresu Maribora. Sam je začel akcijo na levi strani, izmenjal dvojno podajo, potem pa domiselno preigral še vratarja za končnih 3:0. Za goste, strelec pa Domen Bajde. Do konca le še neprijeten zaključek obračuna, saj je kapetan Filipović 3 minute pred koncem kot zadnji mož obrambe zaustavil Osudžija in prejel rdeči karton, zaradi česar bo moral počivati na tekmi v soboto v Zavrču. Še predtem pa žreb četrtfinala pokala, ki bo ta petek. Rdeči karton pri gostih je prejel Željko Filipović. Ja sam bio jako zadovoljan do ovog trenutka kad smo dobili taj crveni karton i to mi je uvelike promijenilo raspoloženje, s tim više što je Filipović igrač koji je u zadnjoj utakmici možda bio među našim najboljima, ako ne i najbolji igrač. Međutim, što je tu je, moramo se pokriti s onim što imamo, imamo dovoljan broj igrača i na njegovu poziciju ćemo naći igrača koji će znati odgovoriti na sve zahtjeve. Sve je bilo lijepo do tog crvenog kartona, ali kažem, mi smo dobili jedne, u stvari ja sam dobio bitne informacije na koga se može računati, na koga više, na koga manje i da možemo proširiti roster za ove sljedeće utakmice koje nam dolaze.